Aprilska Aškerčeva lučka. Danes o petkah v skupini, pri nas v razredih. Dokazano je, da so ekipe, ki so si pred tekmo dale veliko petk, bile bolj uspešne kot tiste, ki so se samo spodbujale z besedami. Čemu je tako? Odločilno je zaupanje. V ekipah, kjer so si dajali petke, so drug drugega stalno spravljali v boljšo voljo. Telesni dotik sporoča: ob tebi sem, pojdimo, saj zmoremo. Pomaga nam, da se ne osredotočamo na slabe poteze, dviguje razpoloženje, izraža samozavest, sporoča, da je zmaga možna. Sedaj lahko to prenesemo na šolsko situacijo, na naš razred, vaš razred, ki je lahko ekipa. Najbolj uspešni razredi so tisti, kjer se posameznik počuti opaženega, slišanega oziroma lahko zaupa sošolcem in učiteljem. Ve, da ni sam. To, da sošolci in učitelji stojijo ob vas, vas bodrijo, vas spodbujajo, to vas dela bolj optimistične, več zmorete, ste bolj uspešni. Bistvo tega, da se v razredu, v šoli dobro počutite, je to, da imate ob sebi ljudi, ki jim je mar za vas. Zaradi tega imate občutek, da ste pomembni, opaženi in da zmorete. Zaradi tega vas spodbujam, da poleg tega, da daste petko sebi zjutraj v ogledalo, date petke tudi drug drugemu. In petka sebi v ogledalu izraža prav enako in to vam samim. Torej, če je bistvo tega, da se v šoli dobro počutite, da ste opaženi, pomembni, kaj ni smiselno, da vsak dan začnete tako, da si pokažete, da ste res pomembni, videni, da se imate radi. Dobro jutro in petka! Ne pozabite, na svetu ste zato, da ste srečni. In ne pozabite, v vas se skriva čudovita moč in potencial, ki komaj čakata, da prideta na plano. Verjamem vsakega izmed vas. Ja, tudi v tebe.